spomnite svojega 29. rojstnega dne? Verjetno ne. In podobno se nihče ne bo spomnil, da BMW-jeva karavanska petica letos obhaja 29. obletnico, ker bo drugo leto pač okroglo in bo bolj veselo. Od limuzinskega brata se razlikuje samo po nahrbtniku zadaj, kjer so tudi luči evolucijsko manjše, ampak še vedno dovolj prepoznavne, da že oddaleč vsak točno ve, za kateri avto gre. In najboljša stvar tega zadka je tale šipa, ki se odpre ločeno, že vse od modela E34. Tudi prtljažnik je zdaj večji. Zrasel je za 10 litrov, tako da skupno požre 570 litrov tovora in očitno tudi 52 kg. Je uporaben, širok, notri grejo 4 večji kufri kot za šalo. In 2 otroška vozička tudi. Na testu smo imeli že cel kup BMW-jevih petic z različnimi motorji, kar lahko vidite na volan.si. Tale pa ima vstopni turbodizel, ki je dokaj tih in presenetljivo zmogljiv. 2-litrski 4-valjnik proizvede 140 kW moči, se pravi 190 konjev in kar 400 Nm navora, zato se zdi v primerjavi z enakimi motorji različnih proizvajalcev bolj živahen in agilen. Zdaj, ko tole snemamo, pa je 5 stopinj pod ničlo in se mi ob zagonu sploh ne zdi, da bi dizelsko zakašljal. Od nič do 100 potrebuje 7,9 sekunde, 8-stopenjski samodejni menjalnik pa nalogo opravlja z odliko, tako neopazno prestavlja. Krmilni mehanizem je zelo neposreden, tako da se zdi tale 1,8 tona težka gmota tudi med ovinki zelo gibčna in željna spremembe smeri. Se mi dostikrat zdi, kot da vozim dosti manjši avto in ne skoraj 5 metrov dolg karavan, na kar me hitro opozori malo prostora na parkiriščih. Pogon je stalni na vsa kolesa, 60% navora gre navadno na zadnji kolesi, razen ko sistem zazna kak zdrs, pride v tem času še kako prav. Sama vožnja je udobna, tudi če imate 19-palčna platišča, ker tukaj pomagajo prilagodljivi blažilniki, ki ves čas spreminjajo trdoto. Napram staremu se pozna napredek, ki ga sicer ni za svetlobna leta, je pa BMW-jeva petica tudi v karavanski izvedbi kriva za užitek v vožnji, za kar boste morali globoko seči v žep. Vstopni karavan stane 55, tale z nekaj opreme pa 86 tisočakov.